Pozdravljeni! Marsikdo izmed vas je že zasledil, da po poletnem premoru na veliki nagradi Belgije bo v veljavo stopila nova tehnična direktiva FIE, ki bo skušala nekako omejiti upogibanje same distančne plošče na dnu bolida. Marsikdo izmed vas se je začel že upravičeno spraševati, kaj se dogaja v Formuli 1. Pravila so jasna, a kar naenkrat lahko slišimo razne teorije o tem, kako se pri nekaterih bolidih upogiba leseni distančnik na samem dnu in kako to vpliva na samo skakljanje in tudi odbijanje. Najprej je treba razložiti, da pravilnik Formule 1 je jasen. Leseni distančnik na dnu mora biti tog. In obstaja tudi člen, ki nam pravi, kako se ta togost meri, in govorim o tehničnem pravilniku Formule 1, členu 3.15.8a, kjer je točno določena tudi toleranca 2 mm. Tehnični delegati to vestno merijo. Sedaj niso nikogar dobili, da bi imel ta element izven tistega, kar določajo pravila. Na začetku bi bilo treba nekako tudi definirati, kakšna je funkcija tega lesenega distančnika. V Formuli 1 najprej vidimo po začetku sezone 1994, predvsem po tragičnih nesrečah Ronalda Ratzenbergerja in Ayrtona Senna. Njegova funkcija ni nič drugega kot to, da dvigne takrat še ravno dno nad samo asfaltno površino. Se bomo bolje razumeli. Pogledali si bomo Benetton B195 Michaela Schumacherja iz naslednje sezone 1995. Na samem dnu je razviden ta distančnik. Gre za pravokotno obliko deske, ki je debela 10 mm in med samo dirko se ne sme obrabiti za več kot milimeter. In ta element je ostal prisoten v Formuli 1 še danes. Seveda, skozi pravilnike so se zadeve malce spreminjali, videli smo, kako so tam na primer nameščali celo uteži in podobno, a danes je zadeva v bistvu jasna. Nu imamo kontrolne točke, pranja okroglega premera, v katerih seveda tehnični delegati merijo togost in debelino. In zanimivo. Mnogi izmed vas ste opazili, da na primer na nočnih dirkah se izpod dna samega bolida pogosto iskri. Pa kako se lahko iskri, če je tam najnižji del lesen in les ne proizvaja isker? Gledamo to fotografijo, kjer vidimo bolid Alfa Romeo F1 Team žuja iz seveda tiste izjemno hude nesreče iz začetka velike nagrade Velike Britanije, bomo ugotovili, da okrog samih kontrolnih točk so neke vrste jačitve. To ni nič drugega kot tako imenovani distančniki iz titana, ki ščitijo ta rok. Pomeni, da ta distančnik ščiti leseno površino in preprečuje, da bi se preveč obrabila točno tam, kjer tehnični delegat zadevo meri. Kar se tiče gosti, so seveda pomembne 3 točke, 2 na sprednjem delu in 1 na zadnjem delu. Vidimo jih tudi zaradi drugačnega premera same špranje. A treba je omeniti nekaj drugega. Zaenkrat smo ugotovili, da distančnik na samem dnu bolida je. Sedaj nekateri govorijo, da se upogiba, ampak kako to vpliva na samo skakljanje in seveda tudi odbivanje. V
sezoni 2022 smo ponovno videli uvedbo bolidov s stalnim efektom. In lep primer je seveda Lotus 79, tisti bolid iz leta 1978, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka med konstruktorji in vozniki. In na dnu vidimo dva Venturijeva kanala. Podobna zadeva, kot je prisotna danes. In mnogokrat smo že govorili o samem skakljanju. Namreč, ko talni efekt začne delovati, ko pritisne sam bolid k asfaltni površini. Seveda, bolid ima vzmetenje in tu je tudi določen kot. Ampak kar hitro se zgodi, da se ta špranja na Venturijevem kanalu zmanjša za toliko, da laminarni zračni tok nastane turbulenten. Stane turbulenten zračni tok, seveda Bernoullijeva enačba ne velja, talnega efekta naenkrat ni več in seveda, ko tista sila čudežno izgine, se bolid dvigne. Se dvigne, se špranja poveča, ponovno se vzpostavi ravnotežje in se ponovno približa asfaltu. In tako dobivamo to ritmično skakljanje, ki smo ga opazovali naprimer pri bolidih tovarniške ekipe Mercedesa. Kar se tiče odbijanja, je pa zadeva bistveno bolj enostavna. Ker je bolid tako blizu asfaltni površini, se odbije od vsake grbine, na katero naleti, posebej s tem lesenim distančnikom na samem dnu. In sedaj ste lahko razumeli, da ukolikor bi se ta del nekako upognil navzgor, bi bilo lahko precej lažje krutiti prvi in drugi pojav. To je prepovedano, videli smo, sam pravilnik kaj določa. Tu bi rad vašo pozornost usmeril na fotografije tega elementa, naprimer pri Red Bullu, pri Scuderii Ferrari in naprimer pri ekipi Haas, da ne bomo stalno gledali Alfa Romeo Quattro. Opazili ste po puščicah, da je leseni del nekako preklan na pol. Vidimo prednji in zadnji os deske. Tu bi rad poudaril, da v svetu Formule 1 ni improvizacij. Vsaka zadeva ima svoj pomen. Namreč težko verjamem, da prav tisti dan v trgovini z materialom niso imeli dovolj dolgih desk in večina ekip je morala kar tako improvizirati. Kolikor bi se v istem delu bolid upognil malce navzgor, govorimo lahko o 5 mm, bi to prineslo bistveno izboljšanje v aerodinamičnem pogledu pod samim dnom. Seveda, marsikdo se bo sedaj vprašal, kaj pa Mercedes. Seveda, nimam vseh posnetkov, ampak na tem, ki mi je dosegljiv, lahko vidimo, da vsaj na tistem prednjem delu izgleda, da ima Mercedes leseni distančnik sestavljen iz ene same deske. Če je sestavljen iz dveh delov, je prelom seveda nekje tam bolj zadaj. Ampak sedaj smo razumeli, da ukolikor bi se dno upognilo navzgor v srednjem delu, bolid ne bi imel težav. Bral sem kar nekaj člankov in nekateri avtorji trdijo, da pod zadnjim delom je lahko naprimer neke vrste spominska pena, ki ob določenem udarcu nekako dvigne ta distančnik navzgor in tako omogoča določeno prednost. Sam imam rahlo bolj zanimivo, ampak verjetno tudi napačno teorijo. Govorimo o samem dnu bolida, ki se upogiba. Da se upogiba, vemo zaradi tega, ker mnoge ekipe imajo seveda na zgornjem delu tiste napenjalne elemente. Kolikor si pogledamo ta del iz ogljikovih vlaken in si predstavljamo, da je nekako podobno samemu dnu, bomo kaj hitro ugotovili, da ukolikor stranici upognem navzdol, kar se dogaja v današnji Formuli 1, se bo srednji del nekako postavil navzgor.
In seveda, to nam že nekako kaže, da je stvar možna ter izvedljiva. Namreč pri nekaterih ekipah Formule 1 napenjalnih elementov sploh videli nismo. In ukolikor ta element na samem dnu, kar se tiče deštančnika, ne bi bil preklan, bi verjetno lahko deska počila. Seveda, ko bolid stoji na miru, je vsa zadeva skladna s pravilnikom, kajti najprej je treba upogniti seveda zunanje robove navzdol, da se bo sredina dvignila. In tu bi vas rad spomnil, da dno samega bolida ni nosilni element. Nosilni element je na primer blok motorja z notranjim izgorevanjem, ki je vpet na šasijo in na zadnjem delu na menjalnik. Torej, zadeva je izvedljiva in verjetno, da tudi deluje. Namreč, s tem, ko se viša hitrost in se seveda spremeni oblika samega dna, se ob visoki hitrosti, če se seveda sam distančnik dvigne navzgor, poveča tudi špranje. In zato ne vidimo skakljanja. In podobno pri odbivanju, ker se ta najnižji element odmakne od asfaltne površine, praktično same nepravilnosti na asfaltu nimajo ob kaj zadeti. In sedaj je verjetno tudi razumljivo, zakaj v tehnični direktivi, ukolikor bodo ugotovili nekakšne neskladnosti, bodo zahtevali dvig samega bolida iznad asfaltne površine. Verjetno je tudi jasno, zakaj se pri Mercedesu s tem strinjajo. Namreč mnogi navdušenci so pravilno trdili, da Mercedes je ena izmed ekip, ki ima bolid najnižje nad asfaltom. Najnižje, seveda, ko bolid gledamo statično, ko je pri miru. Ampak na sami progi smo prepričani, da se na primer Ferrari ali Red Bull tudi ne približata toliko asfaltu kot na primer Mercedes ali morda še več. Namreč pri Mercedesu so imeli velike težave, zato se s takim upogibanjem pravil sploh niso ukvarjali. Ampak videli bomo na prihajajoči veliki nagradi Belgije, ali se bo razmerje sil spremenilo. Namreč, ukolikor bodo ekipe prisiljene iti pol koraka nazaj, uporabljati res elemente skladne s tistim, kar pravi pravilnik, bomo lahko kaj hitro ugotovili, da se bodo čudežno pojavljale težave, kot je skakljanje ali odbivanje. Sicer ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak iz tistega, kar je bilo mogoče zaslediti, je situacija približno taka, kot sem vam jo podal. Skupaj bomo ugotovili, ali sem imel prav ali ne. Za enkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.